Se po mojem nič zmanjša številka. 2017 sem imela 550 intervjujev in pol cirka tako gre, nič še ne manjša. Kjerga? 17. V enem letu? Ja. 500 intervjujev? In po mojem nismo na manjši številki zdaj. Se pravi več na dan? Ja, pol ene nadiva kar z manjco, zato ker manjci pošlje vprašanje, pa jih kar posnameva. Pa recimo ona prije danes popoldne v Ljubljano, ker vem, da ima pok, pa nadiva tako lahko po 3-4 naenkrat. Pač delava ful same tudi na tem. Ja. Kako pa usklajuješ v bistvu te obveznosti PR-ovske z dejanskim delom? Ne, sej to je v bistvu delo tudi, ne. Pač, ta market, to je spravim pač najboljši marketing si ti sama, ne. In zato je, naprimer, na intervjuje v bistvu se ne pripravljam, zato ker vedno govorim iz srca in govorim pač iz izkušenj, ampak si vedno vzamem čas, zato ker veš, naprimer en članek v New York Timesu, mislim, smo lani, je en dolg intervju, mislim, da dvostranski, ima marketinške vrednosti par milijonov evrov, ki ga jih nikoli ne moreš kupiti. In veš, narava našega dela zahteva ta del. Kobarid je v eni Vukojebeni, če hočeš tudi Ljubljana, ni glih center sveta. In ja, se naučiš pač hraniti to žival. In jaz to jemljem čisto kot del dela, pač del mojega delovnega dneva. Zdaj sem bila zjutraj na sestanku z 1 uro sem delala s Pekom, pa sem bila za 1 uro na sestanku glede zajtrka v Jazu, zdaj, ko končava, grem na jogo in pol po jogi imam delo, ko menjam okrožnike v Jazu do večera. Pač, ampak recimo ti si del mojega delovnega dne, recimo. Ja, cenim, no, da si vzela čas. To so manjci zahvali. Jaz bi doskrat samo rekla ne, tako da. Ja, sej treba, ne? V bistvu. Veliko rečemo, ne? Recimo za rumene medije nisem... Ja, se prav, ja. Ker pa tako vidim povzemanje in si mislim tako Ana Roš s psičkom na jogi in jaz tako, od kje vam je to zdaj prišlo? Ni to kar relevantno, ne? Oni v bistvu čist drugo vsebino želijo, pa plasirajo, ne? Veš kaj, pač moji otroci so odraščali z mojo kariero in jih je izjemno motila medijska pozornost. Pa tudi jaz imam rada mojo zasebnost. In sem vedno pazila, da sem oba izločala in tle moraš pol najprej res rumene medije čist umakniti. Tako da ja. In kdaj naleti pogovor na njih in pol tako vidiš Evo Klaro, ki reče tako, mama spet si me menila. Včasih pač ne moraš bypassati, ne? Ja, jaz sem tudi take težavice, ker tukaj govorim ure in ure in ure, ne, in pol kdaj, kaj omenim. Ne, pa se ni nič narobe. Jaz, veš, po toliko kilometrih se naučiš povedati tiste stvari, ki jih nočeš povedati, jih ne boš povedal, pa če jih ne boš delil. Ja. Včasih dobiš res tako zelo osebna, pa mislim tako preveč osebno vprašanje. Ja. Potem se pa samo odločiš, da deliš z javnostjo ali ne. Ja. No, ti me kar ustavil, če boš začutila, da je kaj preveč. Te bom odpeljala drugam. Tako da ne bom niti opazil. Ne, ziher ne. Tako da v redu. Veš, kaj me je zanimalo najprej, ko sva glih začela to temo? V bistvu ta slovenski prostor imam jaz občutek, a ne, pa doskrat, ko sem tebe kje zasledil v medijih, a ne, da je ogromno bilo nekih, poleg pohval, čestitk, ponosni smo in podobno, ne, da je ogromno tudi nekega zavisti. Ne vem, če to pravi opis psihološkega profila enega posameznika, ki te kritizira. Čakaj, sem tole. Če je to pravilen opis enega tazga posameznika, ne, njegove psihe, to ne vem, mogoče delam krivico, no. Ampak kako se ti s tem soočaš? Ne vem, če je to zavist, po moje je to pač ljudje zelo radi komentirajo in zelo vsi smo pametni. In predvsem, ko ne poznamo materije, recimo, ko ne poznamo mojega dela,
In nekaj najlažje reče, ona je marketinški konstrukt. In ti moram reči, prav včeraj se mi je zgodila ta zadeva, jaz ponavadi ne komentiram in ne odgovarjam nikoli na insinuacije ali na žalitve, ker to so v bistvu žalitve, ampak včeraj mi je sin, ki je tako kot en policaj v zadju in skozi spremlja, a se je kdo spet lotil mame, poslal en link do enega zapisa, ki ga je nastal v centru Rog, mislim, o enem mladem Mehičanu, ki je delal, Maročanu, ki je delal, mislim, da delal v Jazu kar dolgo časa. In pač napiše zgodbo, svojo zgodbo, kako je pač delal v Jazu, kako smo se vsi trudili, da mu dajemo dobro delovno okolje. Mi imamo žensko, ki je zaposlena zato, da ureja papirje za ljudi in včasih se res tako, mislim, na glavo moraš iti, da si boljši od upravnih enot, ki ne dvigujejo telefona in ne vlagajo papirjev do časa in tako naprej. Mislim, mi dejansko imamo žensko zaposleno, da pomaga zaposleni, ki prihajajo iz celega sveta, da imajo urejene stvari in tako. In reče tako, se zahvali Jazu, pa reče tako, oziroma Ani Roš in ekipi, pa reče tako spodaj, da pač žal bo pa verjetno mogel nazaj v Maroko, zato ker Slovenije očitno ne zanima urediti njegovih papirjev, ker še danes čaka na dovoljenje, da ostane in za vizo. In potem, v glavnem, to je zgodba. Prvi komentar spodaj, gospod XY napiše, če bi Ana Roš lahko svoje poznanje z gospodom Golobom ne uporabljala za poceni PR kampanje, ampak raje pomagala azilantom, bi naredila dobro delo. In sorry, mene je res ne odgovarjal, tip ti je zgori povedal, da je Ana Roš in njen tim naredil vse, zato da je on imel dobro delovno okolje, da je imel urejene papirje, zatakne se potem pri državi in on gre na past mene, čeprav je gospod rekel praktično, Ana je bila edina, ki je pomagala. In sem napisala nekaj tako, sorry, mogoče moraš čim kakšno inventuro pri sebi narediti. Kam si to napisala? Na Facebook sem odgovorila. Okay. Ampak sem dejansko napisala, da naredi kakšno inventuro pri sebi, pa kdaj si ti nazadnje pomagal komu. Ker ti lahko dam telefone vsem, ki sem jim pomagala, imam afganistanske begunce, zaposlene, zato ker smo jih reševali iz Kabula in smo jih integrirali po vsem okolju, govorijo slovensko in so najboljši možni zaposleni in z dobro plačo, da ne bo tlele kakšnih še drugih insinuacij. In včasih pomislim, ampak dejansko, tudi če rečem, da si sonce, bo ljudje rekli, da dežuje. In se pa gospod se opravičil, da ni mislil to kot žalitev, ampak to je bila žalitev. Pač zakaj ne moreš reči, hvala, da si nekaj dobrega naredila. Tako da včasih se mogoče v naši družbi narobe preveč izpostavljati. Moram pa reči, da če se ne izpostavljaš, pa ne uporabiš tvoje širine, tvojega znanja, tvoje empatije, ne moreš tudi nič narediti. Tako da izpostavljati se žal potrebno, zato da tudi pokažeš, kaj ni prav v družbi. Pač jaz imam tudi skoraj 90 zaposlenih med pekarno Ano, med Jazom in Hišo Franko in res dobro poznam pač problematiko, ne samo zaposlovanja, tudi problematiko gostincev. In ja, sem prva, ki bo dvignila glas in bo rekla, da moramo nekaj spremeniti. A se ti zdi, da je to malo bolj izrazito v slovenskem prostoru? To, kar se zdaj pogovarjava, da nekdo malo poštrli ven, ne? Pa ga je treba porezati. Ja, moramo to glavo malo odsekati. Jaz se mogoče se ta posameznik počuti zelo tako neprijetno, ko so... Ampak ja, sej ni tako nekako če ima sosed večjo kravo, naj ta krava crkne, zato ker ne more imeti sosed večje krave. Pa vsi začnemo skrivati naše uspehe. V bistvu na trenutke imaš občutek, da ne smeš biti uspešen, zato ker je to narobe, ker ne smeš trliti ven iz družbe. Ampak kam bo ta družba šla? Zato ker, veš kaj, je prva formula za uspeh je walking on the edge, taking risks, se pravi štrlet ven. In to pomeni, da včasih napakico narediš, ne? Zato ker... delati napake je totalno človeško. No, ampak če se izpostaviš v Sloveniji, imam občutek, da moraš biti popoln, ker če nisi popoln,
lahko delaš 99 stvari super, izjemno, nekdo bo najdel pač to eno stvar, ki je neki, mogoče nisi naredil popolno. Ne, obesil se bo za tisto eno, Obesil, ja. pa niti opravičeno delati napak, zato ker napaka bo pokazala, da si itak tistih 99 stvari, ki si jih naredil prav, sfejkal. Tako da približno na tem smo. Ja. Pred kratkim se je v eni slovenski restavraciji zgodil tako kar precej obsežna zastrupitev gostov, mislim, 19 gostov končalo na urgenci z 4 različnimi bakterijami, vključno salmonelo in tako naprej. In to je povzel en medij. Če bi se to zgodilo v katerikoli restavraciji Ane Roš, bi o tem ne pisali vsi, bi jaz mogla verjetno v roku enega meseca vse zapreti, pa še v zaporu bi končala. Ampak hoče reči, to so velike napake, ne, in niso pravičljive zame. Ampak ja, ko štrliš ven, si popolnoma stalno pripravljen na tisto giljotino, ki klak reže. To je cena verjetno, ne? Ko jo plačaš za to, da delaš stvari na tem res high levelu, ali pa da res štrliš ven. Ne? Že v svetovnem merilu. Jaz sem veliko srečo, da sem obkrožena s krasnimi ljudmi. Ja. Vsi ljudje, ki delajo v naših ekipah, so čudoviti in se mi ni treba s tem ukvarjati. Tako da največkrat pometem pod preprogo in rečem tako, lej, mejte se. Je pa tako, da je v tujini dostikrat ljudje tako dvignejo brv, ker rečejo tako, a je to možno? Pa jaz ko rečem, ja, v Sloveniji je dejansko to možno. Bolj, ko delaš, bolj, ko si uspešen, več ljudi reče tako, a si to zares zasluži, oziroma marketinški konstrukt, ko sem ti prej rekla. Ja, imaš pa drugo alternativo, lahko ne delaš nič, ne? Ampak pol se spet najde nekdo, ki te bo kritiziral, ker nič ne delaš. Ne? Tako da po moje v življenju sploh nimaš opcije biti nekritizirana. Ne? Veš kako, to me spominja na zgodbo, ki sem imela oba otroka v jaslih. Po mojem sta bila en za drugim v jaslih. Sem eno leto narazen. Pa če sem cele dneve delala, nisem si mogla privoščiti, da ne grejo v jasli, ampak takrat so bili stroški jasli tako absurdni in pač izračun vrtca je bil, da sodimo najvišji razred, plačilni razred, ampak niso upoštevali kreditov in stroškov. Gledali so samo, koliko je prometa. In mislim, mi dva z Valterjem so si to tako težko privoščili, da je glava bolela. Ampak zraven mene je bila pa ženska, ki je pustila službo, zato ker se ni splačalo hoditi v službo, torej je raje nič delala, ker je dobila potem zastonj vrtec. In potem se je tako, veš, a delaš ali ne delaš, jaz sem bila smatrana kot tista, ki si lahko vse privošči in ima preveč in sem zato preplačevala eno storitev, zaradi mene je bila pa gospa, ki cele dneve ni nič delala zato, da je imela zastonj vrtec. Ja, ta pasivnost je bila nagrajena, ampak jaz mislim, da psihološko plačaš. Sprav dobro je biti ustvarjalen v življenju. Jaz mislim, da je pomembno biti ustvarjalen v življenju. Najbolj pomembna stvar. Jaz, ko sva se z Urbanom poročila, sem rekla, ok, od zdaj prej bom gospodinja, vzdrževana ženska. In od začetku režati je rekel en dan, pa verjetno niti en dan, ne. Ja, te je nazaj povleklo, verjetno. Ne, nisem o tem niti pomislila, da je bil hec, ker sem bila res utrujena. In se mi je zdelo tako, da včasih si mislim, da bi lahko ustavila vse to delo za 3 mesece, da bi malo miselno se odpočila. Pa ne moreš, ker dejansko kreativci imamo možgane stalno v obratih. Tako da, ko zapreš en problem, že odpiraš novega, čeprav večina ljudi ga ne bi videla kot problem, ampak ti ga že razrešuješ v tvoji glavi. Tako se pol evolucija dogaja, ne, oziroma razvoj. Ker stalno, tudi tista stvar, ki je dobra, želiš narediti še bolje. Ekipa je itak naredila malo researcha, pa je nek stavek sem videl, da si enkrat rekla, da si perfekcionist. Ne moreš dobiti 3 zvezdic, če nisi perfekcionist. Se o tem sem prej govorila. Se pravi, stvar, ki je za večino dobra, se tebi zdi, da je lahko še boljša. In na dan, ko bom rekla, da je vse good, da je vse dobro, da bolje ne morem, bom verjetno nehala delati. Pač to pa pokoj pa ne verjamem, da obstaja pri meni, tako da se to verjetno ne bo nikoli zgodilo.
Se pravi, se zavedaš, da perfektno ne more biti, ampak strmiš pa k perfekciji. Ne? To imam jaz nekako. Perfekcionisti iščejo vedno poti k perfektnemu, ampak ta pot je neskončno dolga ali neskončna. Ja. Ker kaj bi, če ne perfekcionisti delali v življenju, če ne bi vedno iskali boljših rešitev. A misliš, da kaj psihološko plačaš za to, da nikoli ni stvar perfektna ali pa nikoli nisi 100% zadovoljna? Ali si? Ja, ker dejansko nisi nikoli 100% zadovoljen sam s sabo. Vedno veš, da lahko še malo več. Ampak je pa to super motor za razvoj, zato ker ne vem, ko pišeš tekst, ga prebereš prvič in ga totalno popraviš. Ga prebereš drugič, ga še vedno popravljaš. Ko ga prebereš 10-tič, ko vsi rečejo, wow, Ana, a lahko še enkrat prebereš, če se rečem, ni še dobro. In greš še naprej. Ampak jaz mislim, da je to je naša hrana. To je hrana za kreativce. Se bili kreativci, perfekcionistov, ker če nimaš pač kreativnega dela možganov, aktiviranega, potem ne iščeš solucije oziroma rešitev. Se mi zdi, da je lahko doskrat ovira, da ne, v angleščini obstaja zelo dober izraz, ne, da šipaš nekaj, šipit. Ne. In v tvojemu primeru, po moje, kar rečeš, teli krožniki ne grejo zdaj ven. Ne. Je dovolj dobro ali pa zdaj treba to pač oddata, ne, od sebe, čeprav ni popolno. V Hiši Franko smo štartali z novim menijem. Delali smo njemu 1 mesec pa pol, po moje. In jaz sem v enem tednu 2-krat kot gost sedela v Hiši Franko in jedla moj meni, zato ker vem, da ko ga, tako kot ga jemo kuharji, se pravi, ješ stoje eno žlico in rečeš tako, ok, super, lahko gre ven, ampak ko ti kot gost ješ 17 hodov za mizo in pač zaključiš vsak krožnik, plus imaš tam spremljave vin in karkoli, so doživljaji drugačni. In meni je muka včasih jesti mojo hrano, zato ker sem toliko kritična do same sebe, da se spravljam kar malo v stisko s tem, ampak je to pač del mojega delovnega procesa. In zanimivo je, kako smo po mesecu in pol dela in po 3 tednih, ker je restauracija odprta, praktično zadnje detajle zaprli včeraj. In zato, ker nekaj, kar je še enkrat bilo 9 ljudem, ki so jedli za mizo top, sem se tako manjka kislina. Ali pa manjka rahlo pikantnosti. In pač to je edina pot za to, da lahko nek absolutizem dosežeš. In v gastronomiji je to toliko težje, zato ker gastronomija je v bistvu, jaz to imenujem umetnost, je tako vizualna umetnost, se pravi, tam so oči, ki gledajo, potem vohaš in potem seveda okušaš. Pol pa, če v zakupu vzameš zraven, da narava se stalno spreminja in ima popolnih oblik in popolnih barv, pomeni, da tvoja kreativa non-stop funkcionira in se mora stalno prilagajati in stalno delati, zato da ta absolutizem nekako vzdržuješ, oziroma perfekcionizem ali kakorkoli bomo to imenovali. To je nenehno delo, pač, kot sem rekel prej. En problem zapreš, novega odpreš. Ne vem, imaš nabiralca v gozdu in kliče in reče tako, šef, se je luna zamenjala in niti ene gobe ne moram najti. Ti si pa 2 ure do servisa in imaš na meniju 16 različnih vrst divjih gob. O tem govorim. Potem se prilagodiš, verjetno greš v drugo smer. Potem dobiš adrenalinski šok in najdeš vse rešitve. Ja, smer moraš zamenjati. Sprej moraš imeti sposobnost videti široko sliko in predvsem zelo sposobnost hitrih reakcij je pomembna. Pa verjetno veliko samozavesti, ker da se ne sesuješ. Ne? Ti v bistvu se
konstantno moraš prilagajati in cilj se spreminja, ne? Oziroma smer se spreminja in ko se odločiš ali pa zaznaš, da tako ne bo šlo, pač ne bo, da te to ne potre, ampak najdeš že neko drugo pot, si predstavljam, no, ne vem. Ampak veš kaj, samozavest je navidezna stvar. Samozavestni ljudje zelo težko najdejo rešitve. Ti moraš imeti veliko dvomov zato, da ostaješ kreativni, da iščeš hitre rešitve. Ker če bi jaz bila samozavestna, jaz vem, da na zunaj večina ljudi misli, da sem jaz hiper samozavestna, jaz sem hiper nesamozavestna. Zato, ker dejansko se stalno sprašujem, a je to v redu, a to ni v redu, a bi lahko malo drugače, bi lahko to popravila. In ko dejansko tudi poslušam kritiko drugih in naprimer, ko nas je zdaj 10 sedelo za mizo, povabila sem par novinarjev, par food kritikov, mojega sina, ki je recimo, bi rekla tako, en od možnih gostov, pa 2 redna gosta, da smo pač sestavljali mnenje, kaj bi se lahko spremenilo v meniju. In ko recimo Jure, ki je sedel nasproti mene, ki je najbolj redni gost v Hiši Franko, rekel, tle mi pa manjka Ana, tle mi pa manjka malo spajsa. Če bi bila jaz samozavestna, bi rekla, ale Jure, mir dej. Ampak ne samozavestna Ana reče, ok, začne glodati črviček dvoma. A ima prav, a nima prav, pa prova še enkrat, pa rečeš tako, dajte poslati še en krožnik ven, pa testiraš in gotoviš, da je Jure imel prav. Kako pa se odločiš, če nima prav, ne? Se pravi, to govorim o feedbacku, ki ga dobiš, vedno, kaj rečeš? Vedno, ko bo grizlo noter. Tle je ta zgodba, da jaz ne verjamem, da so preveč samozavestni ljudje lahko hiperuspešni. Jaz mislim, da je dvom izjemno pomemben. Tudi v moji knjigi pravim, da dvom in napake, failures v bistvu, so ključni za to, da se ti razvijaš, ustvarjaš in da si vsak dan boljši. Pa imaš občutek, da si vsak dan boljša, še vedno? Ja, iskreno ja. V bistvu letošnji meni v Hiši Franko, imeli smo že par stalnih gostov in so rekli tako, ok, lani smo mislili, da boljš ne gre in letos je še boljš. Kaj z vami? Pa je tako, delamo, iščemo, se razvijamo, učimo se, testiramo, poskušamo, se pogovarjamo, to je ključno. Sharing. To pogovarjanje oziroma deljenje znanja se mi zdi, da ne zapiraš stvari vase, jih deliš, absorbiraš druge in to je vsakodnevna rast praktično. Kako pa izgleda recimo cel proces priprave enega novega krožnika iz nule? Kje dobiš idejo, kako jo pol testiraš? Nimam pojma v tem procesu, tako da bi me res zanimal, kako se ti tega lotaš, ne? Kot artist, ki si rekla, da je to umetnost. Ne? Se pravi, najprej fokusiraš na en produkt, ki te zanima. Recimo, bom dala primer, pardon, kašljam. Ni problema. Bomo spucali ven. Dam primer, bom opisala, kako je nastajal en od kultnih krožnikov v Hiši Franko, samo 3 signature diši so ta trenutek na meniju, drugače je vse ostalo, se stalno spreminja. Se pravi, vprašala sem se, zakaj se nam zdi krompir tako sekundarna stvar. Se pravi, ne vem, veliko bomo plačali za dobro ribo, za dober kos mesa, pa za neko ekstravagantno zelenjavo, kot je artičoka recimo. Zakaj se nam zdi krompir tako samo po sebi umeven, hkrati pa nas je hranil v zadnje stoletje praktično, tudi skozi najtežje obdobja. In to je neka ideja, taka začetna v bistvu misel. Ja, se pravi, tema v moji glavi je bil krompir. V dolini Soče imamo eno staro jed, ki se skoraj nikjer več ne najde. V Bovcu je reče čompa skuto, oziroma krompir skuto. Ta krožnik je imel eno veliko logiko, zato ker krompir je nevtralno živilo. Skuta je pa v bistvu
fermentirana skuta, zato ker so v planinah mogli pospravljati skuto, niso vsak dan odhajali v dolino in izpravljali v hladilnike, so jo s pomočjo 2% soli se je skuti približno dodajalo in se je pustilo skuto, da je šla v fermentacijo in sol jo je zaščitila in se pravi, da se je preprečila razvoj bakterij. In praktično ta skuta je na začetku bila kisljata, potem je pa postajala kislo-pikantna, in potem je postajala pikantna. In seveda to skuto se je spravilo ponavadi v vaze in v klet, ni bila nikoli v hladilniku in pač ta fermentacija šla naprej. Ta skuta je postala tako močna, da ko so jo ljudje po zimi jedli, so jo pač dodali kuhan krompir, ponavadi niti olupljen, da je neutralizirala to pikantnost skute. Ne. To je dejanska zgodba čompe skuto. In se pravi, to kombinacijo se spomnim iz mojih, ne vem, dni, ko smo živeli poleti na planšarijah, pa dostkrat smo jo doma jedli za večerjo, v gostilnah jo žal skoraj ne najdeš več. Se pravi, ta kombinacija mi je bila zanimiva. Kje se pridela skuta in kje raste ta krompir? V hribih. Se pravi, krave se hranijo s senom, oziroma svežo travo po zimi, se hranijo z svežim senom. Zdaj, zakaj rečem svežo seno, ker ne gre za silaže. Praktično poleti grejo krave v hribe, pripovedujem cel storytelling, ker to je nastajanje krožnika. Poleti pač krave grejo stran z umancev v hribe, zato ker je tam boljša paša in to je med aprilom oziroma majem in oktobrom in v tem poletnem času kmetje praktično kosijo travnike v dolini in to travo sušijo v prvovrstno seno, zato da krave pač to potem pozimi jejo. Se pravi, kaj se je zgodilo s tem krožnikom? Imela sem 3 zgodbe. Ena je bila, se pravi, čompa skuto, ena je bila, prvi fokus je bil seveda kvaliteten krompir in tretja je bilo seno kot sveža trava / seno, ki je pač hrana krav. In tako je nastal krompir, ki raste na kmetiji na 800 metrih. Znana zgodba, da jaz z kmeti, mojimi prvimi partnerji ne cenkam nikoli. In ker sva se s kmetom pač zmenila, kakšno dimenzijo krompirja jaz rabim, ker pač pri 3 zvezdicah in fajn dani rabiš tudi preciznost, sva se pogovarjala o približno 35-gramskem krompirju in za njega je to ogromno dela. Koliko je to velik krompir? Majhen. Majhen, ja, tako je, 6 cm, 5 cm. 3 grižljaji so nekako, 2 do 3 grižljaji. Je pač za njega to bilo ogromno dela, ker on more pač ustaviti rast krompirja, pa selekcionirati krompir, vse ostal krompir tudi pač vzamemo za druge stvari. In pač bilo to famozno vprašanje, kakšna bo cena tega krompirja. In jaz rekla, you name it, zato ker pač še enkrat, še nikoli se nisem s kmeti pogajala, koliko kaj stane. Je rekel, ko predlagam €1, pa je tako, a za kilo, pa on reče, ne za krompir, pa je tako, ok, je rekel, a veš, in dejansko, a veš, pač preplačujemo meso, preplačujemo ribe in preplačujemo ogromno neke zelenjave, ki nam je eksotična, pri krompiru bomo pa vedno škrti. Se je znana ta zgodba, kako v slovenskih supermarketih oziroma trgovinah ne najdeš slovenskega krompirja, ampak imaš egipčanski, turški, tajvanski, ne vem karkoli, zaradi cenovne politike, ne, slovenski kmetje pa slovenski krompir stran mečejo. In se mi zdela ta zgodba tako pomembna. Se pravi, imamo krasen krompir, ki je pridelan visoko v hribih, za katerega plačujem visoko, pošteno ceno. Sprav, €1 je ta krompirček? Krompirček, ja. In potem sem vzela seno, ga do konca posušila in smo iz njega naredili lupino za krompir, se pravi, smo ga sušili, pol pa po tehniki pečenja ribe v soli naredili iz tega prahu sena, beljakov in soli, skorjo, v katero smo oblekli krompir,
tako taki popolni, dragi kamni izgledajo, tako lepi, zeleni. In pol to pečemo in med peko Nič se ga ne razreže. nič cel je, niti olupi. In okus sena med peko penetrira v krompir. Zraven postrežemo praktično eno kremo iz kisle smetane, ki jo sami delamo, v bistvu, ki spominja na fermentirano skuto, in v bistvu tle imaš celo zgodbo tega krožnika. Ti gost dobi ta čudovit krompir, ki sedi na posteljci sena. Navodilo ima, da razlomi krompir, povoha, in jaz pravim, da ga vojn spominja na Heidi, ki spala na senenih postlah. In potem vzame krompir z roko iz te skorje, iz sena ven, in v bistvu podoživlja občutek tega krompirja, ki živi nekje, raste nekje visoko v hribih, v katerega krave pasejo in jejo seveda travo, ki se potem za zimo spremeni v seno, in podoživljajo celo zgodbo praktično življenja v hribih. In zraven seveda ta kisljat okus mlečnega izdelka, ki spominja na čompo skuto. Koliko časa nastaja tak storytelling, ki je izjemno pomemben, ker pripoveduješ zgodbe o svojih krajih, pripoveduješ zgodbe o svojih kmetih. Hkrati si inovativen, ker to ni čompa skuto, ampak je zahteven postopek, kako pravzaprav narediš to skorjo iz sena. Veliko ljudi je že poskušalo kopirati, ampak če nimaš najboljšega sena iz doline Soče, tega pač ne moreš narediti. In to je eno od krožnikov, od 17 krožnikov na meniju, ki ima eno ogromno globoko sporočilnost, torej cena krompirja, ideja, kombinacije, ki prihaja iz preteklosti, torej tudi nekako neke tradicije, ohranjanje nekih tradicij, pa seveda popolno inovativnost, ki pač krompirja v skorji sena ne moreš nikjer drugi na svetu jesti. Ful dobro mi je bilo to poslušati, hvala ti ful. Drugič poglej ceno krompirja, pa poglej, od ki prihaja. Se v bistvu vidim, da je v bistvu verjetno vsak krožnik tako neka celota, ki ima zgodbo še zraven. Ne? Čisto z vsakim krožnikom stoji, se pravi, najprej seveda fokus na nek produkt, potem je seveda vsa kombinacija okusov, ker morajo biti krožniki lepi, dišeči in najboljši možni, in pa je seveda vsa zgodba v ozadju. Puščamo pa pri mizi precej, da krožniki svojo zgodbo povejo sami. Drugič pa zgodbo postrvi. To je pa zdaj. A bi mi lahko povedala zgodbo svojega najljubšega krožnika, ki si ga v življenju sestavlja, verjetno še vedno obstaja v tej ponudbi, a ne? Predvidevam. Ta stalna, ki si rekla, da imaš par stalnih krožnikov. Ne? Samo 3 so stalni, 3 sem dovolila, da ostajajo, vse ostalo mora iti, zato ker če ne ugasneš kreativo, ful lahko je spati na lovorikah, tako da veliko ljudi mi je rekel, se zdaj imaš pa 3-zvezdični meni, zakaj bi menjala, zakaj bi riskirala? Ja. Pa je tako, zato ker taking risk is really important. Krompir sem zdaj opisala. Drug krožnik je reinterpretacija zabeljene polente. To je tradicionalen šemplanšarski krožnik, ki sicer gre čez mejo, ni samo v dolini Soče, pa ga najdeš tudi v, mislim, da v avstrijskih Alpah, v Karni, ampak posod z različicami, in sicer je na živem ognju počasi kuhana polenta in postrežena z vročo planinsko skuto. A vi tudi na živem ognju to pol delate? To je originalen recept, ja. Pol pa se polije tako z vročim maslom in pol se nariba tolminca čez in pol to ješ in pol se ti zmeša. Lahko dodaš tudi kakšne, ne vem, ocvirke ali karkoli, ampak v bistvu v originalu so ljudje, bi rekli, to jedli kar brez vegetarijansko verzijo, zato ker prav zelo mesa ni bilo v dolini Soče nikoli. In
In mi smo vzeli to idejo, to je bila prva jed, ki sem jo jaz jedla pri moji bivši tašči in moram reči, da na kakršni koli dieti si, se zabeljeni plenti ne moreš upriti. In mi smo iz tega naredili en koruzni binje, iz koruzne moke praktično deluje kot en krof z izjemno komplicirano tehniko priprave, ki jo lahko pa tudi opišem, ki je polnjen z fermentirano skuto, o kateri smo govorili prej, z dimljenimi postarimi ikrami in divjim drobnjakom. In na vrhu, ki je to še vroče, je posuta pražena moka polente. In to poješ v 3 grižljajih in ljudje ponavadi prosijo še za enega. Krožnik pa je nastal, tehnika priprave, spet en risk taking. Po moje leta 2017 sem v Kaliforniji, v Napa Valleyju, kuhala eno dobrodelno večerjo, v bistvu bil je niz večerij, ki so se imenovali 12 Days of Christmas in popolnoma vsi skupiček teh večerij je šel za otroke, ki pač si božiča ne morejo prvoščiti. In jaz sem takrat bila na eni krožni poti, šla sem najprej v Madrid predavati na eno ogromno konferenco, iz Madrida sem šla v Kolumbijo, ker sem kuhala par večerij in iz Kolumbije potem šla v Kalifornijo, kamor sta priletela moja otroka z enim kovčkom hrane, ki sta jo pretihotapila not in jaz sem nekako če ju dobijo, gremo vsi trije v zapor, si predstavljaš, kako se mama pri temu počuti, ampak je šel gladko skozi. Ampak sem vzela tako, ne vem, kost tolminca, malo fermentirane skute, vse ostalo, kar onva nista prinesla, smo mi na poti že porabili. In tam sem mogla, jaz praktično, bil je zame totalen jam session. Imela sem par osnovnih živil, kalifornijska druga živila so posebno drugačna in sem mogla praktično v 2 dneh ustvariti večerjo, za katero so ljudje plačali $1500. Koliko krožnikov? Po moje ne 6. In v glavi se mi zariše ta ideja binjeja, ampak tehnika priprava tega binjeja je izjemno zakomplicirana, zato ker praktično testo gre v sifon, sifon je to, kar vidiš, veš, da smetano špricajo iz tega. In Pod potem pritiskom rabiš je tisto, vrelo olje in rabiš šefeljco, ki mora biti tudi vrela, torej mora počivati v olju in potem najprej polovico šefeljce napolniš z testom, potem daš noter nadev in potem pokriješ s tem testom iz sifona še drug del in potem to počasi začneš cvreti in obračati okrog, zato da vse to lepo zakrkne okrog in da noter ostane toplo, mehko, hkrati moraš poskrbeti, da praktično to testo malo naraste, zato da je puhasto in v glavnem sem imela en dan časa, da v bistvu iznajdem recept za to stvar. In tako šef te restauracije, ki me na 3 zvezdice gleda, je rekel tako, you are completely crazy, you can't risk. In jaz sem nekaj tako, I'll make it happen. In dejansko so po tisti večer ljudje prihajali v kuhnjo in tako ploskali binjeju. In se nekaj ne morem, da se poslovim od njega in sem ga pol dala na meni v Hiši Franko in je od leta 2017. V sicer različnih različicah, ampak ta je zdaj že 3 leta tam. Pa zgodba o zabeljeni polenti na meniju. Tretji je pa reinterpretacija enega krožnika, ki je pokazal mojo drznost, po moje enega leta 2014-2015. Mi nismo imeli neke strašno velike ekipe, kar pomeni, da tehnično doskrat nisi mogel veliko predelevati stvari in sem se igrala predvsem na odštekanih kombinacijah okusov. In sem takrat imela ene vrste sashimi iz jelenovega srca, čist surovga, z kivijem in ostrigo. Vem, da me boš vprašal zdaj, kako grejo pa te stvari skupaj, ampak v bistvu grejo, zato ker imajo vse zelo železen okus, se pravi, tako ostriga kot jelenovo srce, srce nasploh, in kivi imajo vsi zelo podoben tak železen pokus. In ta krožnik je po mojem mi pripeljal Best Female Chef Award, ker je vse tako šokiral in impresioniral, ampak je bil po svoje zelo enostaven, po tehniki, ki smo jo delali.
In lani smo na meni vrnili to kombinacijo okusov z enim najboljši za me krožnikom in je še vedno kiwi, ostriga in divjačina, ampak seveda tako highlighted to the sky, povsem druge tehnike, vizualno je tako noro lep. Uporabljaš divje liste noter, pod katerimi je skrit en obroček iz kivija, v katerem je skrita krema iz ostrige in tam je ena omaka iz v bistvu nekaj vrste fundi divjačinski z pečeno rdečo peso. V glavnem, itak krožnik je šel v nebo in ja, mogoče ta krožnik pripeljal 3. zvezdico, tako nekako. To so 3, vsi ostali pa so pride gre, sestavine so, ko sestavine grejo, menjamo krožnik. Verjetno si ogromno imela nekih mentorjev. Nobenega. Aha, si nisi učila od drugih šefov? Ne? Popolnoma self-taught, se pravi, popoln samuk. V bistvu, ko sem začenjala kuhati, to je bilo leta 2002, ko sem se poleti odločila, da bom prevzela kuhnjo, sem pač bila tipični gospodinjski kuhar doma, pašta za kosilo in pašta za večerjo. Ampak si rada kuhala, verjetno. Moj background ni tak, pač nažalost nisem nikoli veliko kuhala z mamo in nono, tako ko rečemo Primorci, da te mama in nona ponavadi naučita najbolj kuhati, ker sem pač bila do 18. leta v tekmovalnem športu, pa še ples zraven, pa še šola zraven, kjer starši niso dovolili statusa športnika, tako da sem mogla kar fajn garati, da sem se te stvari seštevala in sem hrano jemala bolj kot bencin za telo, recimo, in sem prišla domov, pač je bila večerja ponavadi že pripravljena, ponavadi smo imeli ogromno kuhane zelenjave, moja mama tako zelo zdravo, vedno zdravo kuhala, ampak izjemno kreativno in izjemno dobro. In moja nona je imela tako izjemno aristokratsko kuhinjo, ne vem, od čokoladnih suflejev, ki so tekli noter, doma narejenim vaniljevi sladoledi, riba pečena tako in tako, v šampanjski omaki tako in tako. In v bistvu nek background dobre hrane sem imela, ampak nikoli pa fizično nisem pripravljala, ker nisem imela časa. In pa je šla selitev na faks, študirala sem v Italiji in moram reči, ker sem zdaj 3. zvezdico dobila, tako so se vsula sporočila sošolcev iz faksa, tako, Ana, to je pa res čudežne, zato ker si mogla ti kuhati na faksu, smo vsi zbežali ven, ker sem bila na vrsti, tako da, ja. Ampak, ni bilo dobro ali kaj je bil problem? Če nikoli nisi kuhal, pol ne vem, ali je to dobro ali to ni dobro, tako da ne, pač itak veš, Italijani imajo pa tako zelo sofisticiran nivo kuhanja. In potem sem spoznala Valterja in Valter me je začel pač voziti veliko okrog in potem vedno več okrog, pol sva vzela avion pa šla isto v Barcelono, pa v London, pa v Pariz. Z namenom iti v določene restauracije. On tako res močen foodie in hashtag močen foodie. Ne, in tako kar naenkrat sem, veš, background od hrane doma, plus potem v bistvu vsa ta lepota kulinarike, ker kulinarika je meni tako res ena najlepših umetnosti. In potem, veš, sem začela doma tako malo bolj raziskovati in itak na začetku sem bolj kreativna, kakor tehnična, zato ker zelo veliko kilometrine rabiš, da tvoje roke ujamejo tvojo glavo. Ampak v bistvu sem se odločila, da leta 2002 prevzamem kuhnjo, čeprav resnično tabula rasa sem bila. Zato ker veš, zavedala sem se, kaj vse se dogaja po svetu, koliko dobre hrane je in nisem razumela, zakaj bi mi ne mogli v prvi plan postavljati najboljše, kar recimo prihaja iz doline Soče ali pa iz malo širše regije. Zakaj bi ne mogli uporabljati domačih jančkov in kupovati novozelandske? Zakaj skuti, rečemo rikote, ne kupujemo v Italiji, če imamo sami najboljšo skuto? Zakaj bi mogla, ne vem, peči brancine iz Maroka, če lahko uporabljam postrv? Pa to so take težke teme. Veš, nam se je zgodilo, da je prišel Italijan v gostilno in je rekel, a imate ribe? Pa je tako, ja,
postrv ni riba, se odpeljal. Tako, mislim, zelo veliko je bilo treba prvič delati na sebi in ogromno kilometrine, ogromno neprespanih noči, ker sem čez dan kuhala, po noči se učila, pa še dojila zraven, ker sta se oba otroka v tistem času rodila. Ogromno prejokanih dni, ker ti stvari niso šle. Ampak na koncu koncev biti samouk mi je prineslo to drugačnost, to, da nisi enak ostalim, da nisi ukalupljen, neko svobodo v razmišljanju, v kuhanju, tudi v tehnikah, če želiš. In v bistvu edino pomoč, ki sem v tistem času imela, je bil Valterjev najboljši prijatelj Matej Tomažič, ki ima sicer posestvo Majerija v Vipavski dolini, je v tistem času delal kot profesor v šoli v Trstu, ker so se mu pač rodili otroci, se odločil, da pusti kuhanje, in ker je pogrešal kuhanje, je prihajal tu pa tam v Kobarid kuhati na teren, v bistvu pomagati in so v bistvu midva dostkrat, ker smo imeli kakšen problem, sva ga predelovala skupaj in mi je pomagal, ne vem, čez kakšno tehnično težavo. Ampak v hipu, ko sem lahko mislila samo svojo glavo in delala sem s svojimi rokami, sem se odločila, da pač tako stane. Tako da ne, nikoli nisem kuhala nobeni drugi kuhinji in nikoli imela mentorjev ali stažirala ali karkoli drugega. Kaj pa to, ko si hodila po svetu, pa hodila v te dobre restauracije, katera stvar je bila, če se jo spomniš, najboljša, kar si jo jedla? Ali je pa to neka tvoja stvar? Prijedla sem v življenju tako res ogromno dobrih krožnikov. Da je bilo kaj res je štrlel ven, po okusu ali pa po celotni izkušnji? Mislim, mogoče je bila zame na začetku najbolj impresionantna večerja, cela večerja. Leta 1999, ko sem bila prvič v El Bulliu v južni Španiji. A to še obstaja? Ne, že dolgo zaprto. Takrat se mi zdelo, da sem se počutila kot Alice in a Wonderland, ker naenkrat v bistvu ješ, ne vem, v bistvu kot en piškotek iz hrustljavega kruha, noter ti steče ven tekoč paradižnik, tekoč paradižnik v kruh, ki še vedno hrusta in ima v bistvu sam skorjo okrog in tisoč enih vprašanj sem si postavila, jedla morske kumare, pa še druge bizarne stvari. Takrat sem se zavedala, koliko znanja je v vrhunski gastronomiji in je bil kar tako mind-changing stvar. In pol hecna stvar je, zato ker pač to sta bila dva brata, Ferran Adrià in Albert Adrià, in tako postala sta ikone, ne vem, The Times jih je razglasil za, ne vem, osebnosti leta, New York Times jo je imel na prvih straneh in tako naprej. In pol je hecno, ne, kako taki junaki postanejo tvoji prijatelji. Mislim, Ferran je starejši, ima malo tudi zdravstvenih težav zdaj, ampak recimo bili smo skupaj na odru v Meridi lani novembra, ko me je Best Chef Award nagradil za 3. mestom med najboljšimi šefi na svetu, ženski in moški v paketu. In v bistvu drugi je bil Albert Adrià in poznava se zdaj 10 let, že približno dobro, in tako, ko me je stisnil, sem si mislila, enkrat ti bom povedala, pač kako me je obisk tebe in brata, kako me je spremenil pogled na gastronomijo in na svet. Tako da mislim, da tista izkušnja je bila tako dejansko life changing. Ja, škoda, da ne obstaja več. Poznam to restauracijo. V bistvu oni so, pač El Bulli so zaprli. Mislim, jaz malo poznam konkretne razloge, pa ni fair, da jih kakorkoli delim, ampak jadrat pod tako močnem vetru tako dolgo je tako izčrpujoče. Kaj pa je močen veter? Ali to je to, kar ne moš povedati? Ne, močen veter pomeni, to je fast run, which traja, ne vem,
10 let. To je en kup enih pritiskov, ene si ustvarjaš sam, večino ti ustvarja seveda pričakovanja gostov, oziroma ti sam sebi postavljaš tako visoka merila in sploh ta kuhinja je bila tehnično izjemno dovršena in raziskovalna. In v bistvu v enem hipu, ker ne moreš več, toliko medijske pozornosti, toliko medijskih pritiskov. In mislim, da sta se čisto iz psiholoških razlogov odločila, da pač El Bulli zapreta. Kasneje je šel Ferran, se je čisto umaknil, Albert je odprl mali imperij v Barceloni, ki se je imenoval El Barrio, kjer je bil njegova nova kultna restauracija Enigma, Tickets, pa La Bodega, pa še Pacta. A si jedla tam? Posod večkrat, ja. Če sem v Barceloni, jih vedno obiščem in med covidom so razglasili pol bankrot, ker je španska vlada prepočasi reagirala, ker imaš ti toliko lokalov odprtih, pa toliko zaposlenih. Mislim, so bile milijonski dolgovi in se je potem vse skupaj zaprlo, razen Enigma, ki ostaja odprta. In tam dejansko je božansko. Ja, enkrat sem gledal dokumentarco v bistvu vseh teh restauracijah, ker sem imel obdobje, ker sem padel v to tematiko. Ne vem zakaj, ampak bila je tudi ena restauracija, ki jo verjetno poznaš, Fat Duck. Ja, dobro. In mene je v bistvu šokiralo, ker so oni razlagali, kakšne finančne težave imajo neprestano. Ne? Oni so bili neprestano na nekem robu finančnem. Ne? Tle je tudi eno razlogov, zakaj Noma zapira zdaj. Ne? Ja. Ker enostavno... Lej, tukaj ti dam jaz svojo vodo, ker nisem dotaknil. Jaz imam itek čaj. Okay. Noma zapira iz čisto istih razlogov, ker enostavno veš, toliko ljudi se to je lahko tematika za 10 podcastov, ne? Ampak večina ljudi reče tako, ja, fine dining je predrag ali pa fine dining je drag. Pa jaz vedno odgovorim, v bistvu dejstvo je, da imajo pizzerije večje marže, kot jih imajo fine dining restauracije. Pa tako ful zanimiv članek je bil, mislim, da lani ali predlani, je, mislim, en od spletnih portalov, recimo Siol, naredil raziskavo najbolj gostinskih podjetij z največjimi profiti. Pa tako, na veliko je bil naslov, le kje je hiša Franko, ker je seveda ni bilo niti med 100 noter. Ker pač, ko imaš ti v eni hiši Franko 40 zaposlenih ljudi, ki jih moraš pošteno plačati za 40 gostov, ampak pač pri fine diningu tako je, ker je vsak detajl tako zelo pomemben, ker je kako gosta spremeš tako pomembno, kako postrežeš hrano tako pomembno, kako izgleda ambient tako pomembno, ampak predvsem gre za vse tiste detajle, ki so na hrani. Tako da to vprašanje o trajnosti, finančni trajnosti fine dining restauracij je vsak dan na mizi. David Munoz, 3-zvezdični šef iz Madrida, je v bistvu to tematiko javno odprl, pač koliko bi morali stati meni za to, da fine dining lahko sam preživi. Ja. Tako da jaz vem, hiša Franko nima partnerov, investitorjev v ozadju, večina restauracij jih ima. Jaz vem, kako recimo nas prizadene že dejstvo, da sta januar in februar v Kobridu tako mrtva sezona, nizka sezona, in zato se recimo letos odločamo, da silimo restauracijo za en mesec v Kopenhagen, ker pač enostavno rabimo konstanten cash flow, ker je pač strošek plač tako visok, ker so plače pri nas tako izjemno obdavčene. Pa še druga stvar je, da Slovenija za razliko od turistično razvitih držav ne pomaga, nima predvidene pomoči za turistične dele, za pokrivanje mrtve sezone in zaposlenih. Se pravi, če imaš ti v Italiji tako imenovano casa di integrazione, se pravi, ne vem, restauracija zapre zaradi nizke sezone, december, januar, februar, ima pravico 3 mesece predstaviti svoje zaposlene na strošek države. To je v bistvu logika, ki v vseh turističnih državah obstaja. Pri nas tega ni, ne? Zato je pa tudi problem,
kvalitete restauracij v slovenskih turističnih točkah, ker pač enostavno si gostinski lokali ne morejo privoščiti obdržati delavce čez zimo, ker je pač to njihov direkten strošek in potem vsako leto menjaš osebje, mogoče obdržiš ključne osebje, ta trenutek ni, tako da to je začaran krog, ki je neskončen. A so kdaj računali, koliko ti prepeleš turistov, ki pridejo, ker prele ti pa Valter sta hodila v Barcelono, izključno zaradi hrane. Hrana je en od prvih motivov, zakaj ljudje potujejo. No, ampak to je v bistvu neka klientela, ki verjetno več zaprav tudi izven restauracije, ne? Sploh to, da jih ti privabiš, ne? Na to področje ali pa v Slovenijo na splošno, je v bistvu dober za vse tam okoli, ne? Tle se je po Netflixu zelo poznalo. To je bilo 2016. 23. maja je prišel Netflix ven. Zakaj vem? Zato, ker se nam sesul rezervacijski sistem, spletne strani to šlo vse. To se hoče vprašati vpliv, kaj še ne bil Netflix, ampak super. To je bil tsunami totalen. Ampak je bil tsunami, takrat se spomnim, sem jaz bila na slovenski turistični organizaciji in na enem razgovoru in se nekaj tako... Lejte, pač jaz težko merim, a se bo tudi v Sloveniji zgodilo to, kar se je recimo zgodilo v Italiji, ko je Massimo Bottura v prvi sezoni prišel ven, jaz sem bila že v drugi sezoni, ampak mogoče je bilo fajn, da se malo pripravite. Vsaka paralelna akcija potroji efekte pa tako naprej. Takrat noben od nas ne verjel, da dejansko se lahko to v eni mali odročji Sloveniji zgodi. Pa dejansko se zgodilo tako tsunami. Ampak ljudje so začeli potovati v Slovenijo, tudi če niso imeli rezervacije v Hiši Franko, ker so prišli mogoče narediti selfie pred Hišo Franko, ker takrat so bile čakalne mize, tudi meseca januarja, tako čakalne vrste za mizo, tako dolge, po 30 ljudi vsak dan. Pol seveda ta efekt malo pade, ampak je pa recimo močno držal 1-3 leta in moram reči, da bolj kot 3 zvezdice, bolj kot vse nagrade, ne vem, Best Female Chef on the World in tako naprej, je Netflix postavil Hišo Franko in Slovenijo in z njo Slovenijo na gastronomski in turistični zemljevid sveta. Ker jaz se ne hecam, mislim, ljudje včasih mislijo, da jaz ker nekaj govorim, ker me je bilo pa tako, res tako na trenutke je bilo težko, ker se nisem imela skoraj kam skriti več. Ampak jaz sem bila v Kolombu, na Šrilanki, ker so me ljudje na cesti ustavljali. Are you really Anna from Chef's Table? New York, San Francisco, Melbourne in pol pa je prišel ta COVID, pa sem vse skupaj malo pozabila, itak smo bili v glavnem doma. In pol se spomnim, da smo šli leta 2022 kuhati v Boston. Je bilo to med lockdowni ali čist po lockdownu, v glavnem malo pozabiš na to euforijo in tako zgubili sem kovček in gremo v eno lekarno kupiti zobne krtačke, zobno pasto, te osnovne stvari, da smo lahko preživeli dan brez kovčka in tako ena gospa nekaj me tako objame in začne jokati in jaz tako, in ona naredi, you are my hero, you are my idol in jaz tako pogledam manjco in rečem tako, what? Ker sem čisto pozabila že na to euforijo, ki pa dejansko je spremenila moje življenje, je spremenila ziher Hišo Franko, pa jaz mislim, da je spremenila način, kako ljudje vidijo Slovenijo, tako po naravnih lepotah, ampak predvsem po kvaliteti hrane. Kako je pa prišlo do tega? Verjetno so te oni kar kontaktirali. Jaz sem jih vprašala, kje ste me našli, ker jaz sem dejansko že tako od nekje leta 2008 kar močno postajala neka oseba, o kateri se je v gastronomskih krogih govorilo, pa pol leta 2013 sem bila na tem environmental movement oziroma ta okoljsko združenje najboljših šefov na svetu, ki se je imenoval Kukitaro, kjer so bili vsi največji džeki, sam oni, pa sam moški. Jaz, ki sem prišla leta 2013, sem bila prva ženska. In veš, tam sem skuhala en krožnik, ki so vsi dol padli in so rekli tako, wow, Ana zna kuhati, pa so ti šefi me vzeli v svojo komuno in ne vem, tako še preden, ne vem,
se je karkoli res veliko zgodilo, in sem kuhala v Mirazurju 4-ročno večerjo z Maurom, ki je potem bil leta kasneje najboljši šef na svetu in tako naprej. Tako da, o čem smo se že pogovarjali? Kako so te našli? Kako so me našli? Netflix. Hočem reči, ja, evo. In, Imam jaz to nit v glavi. ne, ker pol je bilo vprašanje, ampak pač ti foodie krogi so vedeli za Hišo Franko. Bom rekel tako evropski. Ampak tudi, da si do tega prišla, je nekaj časa trajalo, da je nekdo odkril, pa je povedal frendu. To je še, karijera nikoli ne sme biti strmo stopnišče. Ja. Mora vedno biti položno stopnišče. Narediš en korak, pa ga konsolidiraš, pa narediš drug korak, pa tretji korak. Prehitre karijere tudi zelo hitro se končajo. Tako da jaz mislim, ker nisi pripravljen na tisti nivo. Nisi pripravljen niti približno na tisti nivo. Tudi Netflix se mi zdi sorazmerno skoraj malo prehitro zgodil, ker nisem bila pripravljena na to, kar se je pol kasneje zgodilo. Ampak v glavnem jaz sem pol njih vprašala, kje ste me našli, in on je rekel, we simply do our work. Imam pa je tako močan sum, da za tem stal vseeno Andrea Petrini, to je francosko-italijanski novinar, gastronovinar, ki ga je Time magazine razglasil za the god of the world dining. Tako, on je bil tako res znal iskati talente, kot nekaj vrste skoraj headhunter. In mi, da so se spoznala na v enem centru za odvisnike od droge, ker sem skuhala v Italiji, in naredila se spomnim svežo testenino z bezgovim cvetjem in planinskim maslom in tolminskim sirom, in pol tako brisal si je usta in tako vstal in dvignil roke in je rekel tako, zares je rekel tako, where the fuck do you live? Yeah. And how the fuck did you think about this dish? In se tako, it's so simple. Pa je rekel tako, ja, but the simple things are the most difficult. In potem je bil on tisti, ki me je povabil na prve večje stvari, tudi Kukitro je bil on organizator, in zelo prepričana sem, da je Netflix njega malo pobaral, kaj si misli o meni, in je dal zeleno luč. In tako sem dobila 2015, mislim, da julija, klic iz Los Angelesa, rekoč, mi bi snemali pri vas. A kar na telefonu? Ne bi prišlo do maila, na katerega jaz nisem odgovorila, ker nisem vedela, kaj je Chef's Table, in se mi zdelo, da je to spet ena zgubljanje časa. Pol je urgiral Massimo Bottura in je rekel, Ana, ti si zmišljena, takoj odgovori. In potem je prišel do tega klica, ki so rekli tako, mi bi prišli snemati septembra, jaz tako, a drugo leto, in oni tako, ne, čez 2 meseca. In pol sem mogla fajn razmisliti, ker pač v septembru je bila restauracija polna in se kako si lahko privoščim 1 mesec ne biti v restauraciji in snemati, ker je snemanje potekalo mesec dni. Mesec dni je bila ekipa, po moje, 50-članska ekipa, plus slovenski podizvajalci na terenu. Imeli smo en prost dan, vsega skupaj, in ja, je bilo kar... Pred je nekdo drug prevzel vodenje kuhne? Ali kako si to usklevala ta mesec? Takrat sem... Ja, pač v bistvu sušef je mogel tisti mesec pač biti tam, ker snemalo se namreč 12 ur na dan in od tega pol urna pauza. Po 12 urah je bil kat. Tudi če si bil na sredi intervjuja, je po 12 urah bil kat in potem sem je šla nadaljevati delati. Ogromno materijala nikoli uporabljenega, seveda, ne vem, po moje ne 12 nemalnih dni. Do tega, da smo najeli neke star avto, in sem mogla iz nebes po tistih ovinkih s tem starim avtom odvoziti do dol, in kamero sem imela na obrazu in so mi na koncu popustile zavore in sem skoraj ubila sebe in snemalca. Sploh ne vem, kako sem zares ustavila avto, veš, ker je brzina in je bilo pač... Ročna, ne? Se je sploh ne, če je ročna delala, v glavnem. Bilo je takih in drugačnih ogromno. Pa do tega, da ta vodni prizor je bil posnet zadnji večer, preden so oni odšli, ker je tako režiser rekel, I'm missing something. In I'm missing something strong. In pa me tako pogledal, rekel, Ana, kaj je tvoj najljubši kotiček? Kje je tvoj najljubši kotiček v dolini? In se nekaj tako, ok, pridite. In svetloba je že zelo nizka, ker smo pod večer ujeli kolovrat. In to je pač ta vodni del, ki je dejansko božansko lep.
ker tako jaz splezam na hrib in pol dejansko dol se odpre Tržaški zaliv in je tako. Ne bi smela EPP-ja delati za kolovrat, ker bi želela, da ostane moja gora, ampak kakorkoli. Je zanimivo, ja. Ja, v bistvu se mi zdi, da vsi malo podcenjujemo efekt ali pa vpliv Netflixa, ker se imajo veliko dokumentarcev oni in to se ljudem obrne live na glavo, ne, te, ki so izpostavljeni. Veš kaj, gastronomija vseeno ostaja, si tega se zaveda tudi Slovenska turistična organizacija močno, ostaja prvi razlog, zakaj ljudje potujejo. To je tako kar noro. Ker sem jaz bila na Filipinih 10 let nazaj. Kje pa si bila? Backpackali smo po Palawanu, pol smo šli na riževe terase, pol smo šli na eno El Nido, verjetno. Tudi El Nido, ja. Cel Palawan smo prepotovali in potem smo končali na enem norem otočku, ki se imenoval Sikihor, kjer ni zdravnikov, ampak so samo čarovnice, ki te zdravijo. Poznam ta prostor, nisem bil, ampak ja. Zdravijo maternice. Ja. In tam je otrok zbolel in jaz sem hodila k vražem zdraviti Evo Klaro. Mislim, ja, bože, res je lodivje. Ampak recimo, ko smo bili na Filipinih, ko smo ljudi vprašali, če bi šla nazaj, se ka pismo, ne vem, ker enostavno hrana mi ni bila dobra. Ja, to se strinjam. Ker mi enostavno hrana ni bila dobra. Ko končaš en dan, mi smo ponavadi vedno res z rukzaki potovali in pa končaš dan, da nekaj dobrega poješ, da se nekaj usedeš avtohtonega, to mi je recimo toliko zmanjkalo. In na te Filipine, ki so božansko lepi, vedno pomislim, zakaj na Filipine ne bi več šla, zato ker mi ni bila dobra hrana. Kjera hrana ti je pa svetovno najbolj blizu, poleg naše, a ne? Kaj je naša hrana? Ja, ne vem, verjetno prej si razlagala o tem krompirju, verjetno so nekje žganci, verjetno nekje, ne vem. Slovenija ful nima identitete, ne, kar se hrane tiče, zato ker, če ti pogledaš, kako je majhna država, pa obkrožena z ogromnimi kulturnimi osebnostmi oziroma prehranskimi osebnostmi. Imaš na eni strani Italijo, dol je Balkan, pol imaš na severu Avstrijo z dunajsko kuhinjo in vse to je premešano nekako v neko slovensko kuhinjo. Ja. Naprimer, na zahodu ješ čisto drugačno hrano, kot ješ na vzhodu ali pa na severu. Pa tako majhni državi se mi zdi, da včasih, ko me vprašajo, kaj je identiteta slovenske kuhnje, rečem tako Jezus. Mogoče edina stvar, ki nas res povezuje overall, so štrukli. Imamo sicer čisto vsi svoje zgodbe, ko beriški štrukli niso ti približno podobni gorenskim štruklom, ampak kakorkoli zelo težko rečeš, kaj smo mi zares, sam povem. Itak je meni najbolj blizu, zato ker živim na italijanski meji, italijanska hrana, jaz pač mi jemo pašto vsaj enkrat na dan. Vsaj enkrat na dan? Ja. To je Urban, ko sem z Urbanom začela živeti skupaj. Nisem mogel nikoli verjeti, da je lahko pašta tako vsak dan drugačna. In pašta je tako super živilo in mislim, možno seveda jo znati al dente skuhati in tako, ampak kakorkoli. Drugač pa mislim, jaz obožujem tajsko hrano, ker je hrana, ki je zelo blizu mojemu prepričanju, kaj hrana mora biti in to je tako pisana po barvi in po okusih. Vsak grižljaj, ki greš v ustih, karkoli je še tako presenetljivo. In ko greš, ne vem, itak moraš jesti na ulici, pa zelo rada jem spicy, lahko pojem najbolj spicy tajsko. Pa ti MSM je not, ali kako, kaj ti so ječevalci okusa, ki je prepovedano v Evropi? Ja, glutaminat. Žlico ga ješ. Ja. Ampak dela pa hrano pač absolutno dobro. Resnost japonske kuhnje, recimo to je čisti kontrast. Zdaj smo bili 14 dni v Indiji, smo delali, kako ne rečem, da ni indijska hrana najboljših na svetu, ki ješ zelenjavo in ima tako spotencirane okuse, da mislim, da itak ne pogrešaš niti približno mesa, ne ribe, ne ničesar.
In eno najbolj presenetljivih hran, ki sem jo jedla in moram reči, da veliko o njej razmišljam, je tajvanska hrana. Tam se je jedla jed, ki je mogoče najbolj kontroverzna jed ever, vsaj zame. To je stinky tofu. To je fermentiran tofu, ki je v bistvu velja za eno največjih tajvanskih specialitet. Tako v bistvu za njih je kulten. Smrdi po crkovini. Tako močno, moraš vedeti, da vojn definira dejansko okus. Da obstajajo slike, kako smo mi in moja skupina, mislim, moja ekipca na enem od night marketov, na teh nočnih tržnicah. In tako držimo skledo stinky tofu, vsi imamo palčke in tako je Ana zagrabi, ne se proti ustom in pol vrnem tako nazaj. Reče tako, ne morem. Pol si tako zaprem nos in rečem, ok, mogoče se bom pretentala. Ampak ta vojn stinky tofu je tako močen, da kad ti v taksiju z zaprtimi šipami greš mimo nočne tržnice, veš, da je tam nočna tržnica, ki vse smrdi po stinky tofuju. Tako da, ampak sem ga vseeno ugrizala. Ampak tako, recimo nekaj, kar je... Jaz sem enkrat imel izkušnjo z nekim serom, ki ga neki menihi v Franciji v nekih jamah. In ker sem v bistvu dal proti ustom, ker sem to zavohal, ni bilo možno dati to v usta. Ne? To je bilo prav po fekalijah. No, sej v bistvu tle je v obeh primerih gre za fermentacijo in fermentacija pač tako močno vpliva na vojn in posledičen okus. Ampak recimo kaj še? Januarja odhajamo v Malezijo in se veselim, ker nisem še nikoli bila zaradi hrane, ker mislim, da je Malezija nekaj, kar moraš odkriti. Jaz, če bi me kdo vprašal, bi verjetno rekel malezijska. Zato, ker je vse na bazi žara, ne? Se pravi, oni vse na grilu delajo in to je meni zelo všeč. No, pa korejska. Zdaj sem kar lačna rad. Veš, kaj se te hočeš vprašati? Omenila si ta center za pomoč odvisnikom. A lahko da mi to zgodbo poveš? Kaj je v bistvu zadnji bilo? Da si tam kuhala. Dolga zgodba. Blizu San Marina je največji evropski center za odvisnike od drog. In dvakrat na leto so center odprli za obiskovalce. In sicer enkrat zaradi hrane in so priredili festival, ki se imenoval, mislim, Squisito, in drugič za konjske dirke. Ta center za odvisnike od drog je tako, to ni center za odvisnike od drog. Je en najbolj kreativnih centrov za odvisnike od drog, kar jaz poznam, ne bom rekel, kar jih obstaja. V bistvu, ker večina odvisnikov, ki konča program, ne želi se vrne domov, pa ne uspe, oziroma se niti ne želi vrniti domov. In so v bistvu včasih odvisniki začeli razvijati projekt, ki ima konjušnico, ki ima noro dobro pizzerijo, ki ima restauracijo, ki je imela, mislim, da je bila celo kandidat za 1 zvezdico, ima vinograde, ima polja, ima krave, in v bistvu ta center se kar širjene. Mislim, to je bila meni ena najbolj moralno in človeško močnih izkušenj, ki sem jih doživela v življenju. Sabo sem vzela tudi otroke, ki sta v centru z mano živela. Pač tam smo bili par dni, se to ni trajalo dolgo. Kako si prišla sploh? Pač v bistvu dobila sem povabilo strani organizatorjev za ta festival Squisito, kar je pomenilo, da sem jaz pač šla v ta center in skupaj z odvisniki od drog pač pripravila večerjo. Tam sem skuhala te rezance z bezgom in v bistvu smo skupaj delali rezance in tako naprej. In praktično sem z njimi delala v kuhinji in oni so bili moji asistenti, ki sem jaz pač pripravljala. Delali smo od piknikov do pač to prezentacijo te pašte, do cele večerje. In slišiš, zveš ogromno zgodb, vidiš pa, kako si ti na nek način
koliko je moja prisotnost in pomenila, sem videla še naslednje leto, ko sem se vrnila, ker so me na vratih čakali, večina jokala, ker so rabili pozitivne signale iz zunanjega sveta in jaz sem pač bila ta pozitiven signal. In Svitu in Evi Klari še danes ostalo močno v spominu, ta izkušnja pa sta bila res majhna. Pol me je pa veliko teh fantov kontaktiralo kasneje, pa bila ta težava, pač en fant je bil Slovenec iz Pirana. V ta center težko prideš, ker te ne more starš prijaviti, ampak moraš ti izraziti željo in tudi pokazati vztrajnost, da te sprejmejo. Ja, in me kontaktiral ta fant iz Pirana, te izkušnje se tako močno spomnim, pač je rekel, da se je odločil, da se vrne, pa če mu lahko pomagam, da ga integriram. In sem rekla, itak, ne. In sem rekla, rabimo pomoč okrog hiše, delo v vrtu, pa tako. Ja, in ni šlo čez z mojo okolico. Pač takrat zaposleni so mi postavili veto. Pač zato, ker meni se zdi fair, da take stvari predebatiramo. Takrat to je zelo veliko let nazaj, takrat sem imela pač v glavnem lokalce, ki so delali z nami, pa so mi dali gladek veto, da jim je misel nespremljiva. Ne sem mogla tega fanta poklicati nazaj in sem rekla ne. Kaj so se bali česa? To so ti strahovi, ki ne odpremo svojih oči pa svojih duš, pa nas je enostavno strah neznanega. Ne da bi vedeli, da kadar delaš z ljudmi, ki prihajajo iz druge sveta, z drugačnimi izkušnjami, težkimi izkušnjami, da se pravzaprav ti lahko zelo veliko naučiš. In tle bi rada sem še dodala, podobno izkušnjo sem imela s tem, z Hamedom, s tem afganistanskim fantom, ki je zdaj 3 leta že pri nas. Pač jaz sem študirala diplomacijo, veliko mojih sošolcev je pač po različnih misijah po svetu in en od njih je pač bil v Kabulu, so zelo dobra prijatelja in takrat, ko so bile vse te evakuacije, so evakuirali tudi ljudi, Afganistance, ki so delali z misijo, pač 3 leta nazaj, ki je bila kriza. Sem jaz pač vprašala tako, ker pač imam to empatijo v sebi, pač kaj lahko jaz storim, da pomagam. In on je rekel, easy, vzemi Hameda. In jaz tako, sem tako, ok, kako vzameš političnega begunca, ne? In v bistvu s pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve smo ga spravili iz Madrida v Slovenijo in zelo hitro uredili papirje, ampak rada bi rekla, ne, odziv moje skupnosti je bil najprej tako nevarno, ne, a si izmišljena, ne moramo, ne smemo, nas spravljaš v nevarnost. In sem tako pol sam vzela telefon in puncam v pralnici pokazala, imamo krasno ekipo punc, ki pač delamo pralnico sami. In kaj zaprte? Pralnica za? Ja, zaprte za posteljnino, pač mi smo kar veliko brat, pa čistiti, pa tako. Pač punce so lokalke, ne, in sem tako obrnila sliko, sem rekla, kaj mislite o tem fantu? Pa tako, Luškan. Sem rekla, skaj pa mislite, da je? Španija, mogoče Italija, pa se kar ne, to je Hamed. In tako, se sploh ne zgleda drugačen. In tam mi je uspelo nekako iti čez te pomiselke ljudi, sem se mogla pa fajn ustrajati. In danes ga itak vsi obožujemo in ga imamo na raj v naši družbi. In je čisto integriran, govori že kaj dobro slovenščino, vodi eno cal, se pravi, da je na visoki poziciji, vikende se potepa po Sloveniji in januarja je šel v Iran in se poročil. In zdaj prihaja tudi njegova žena v Slovenijo. Zelo lepo. Ja, to so take vesele zgodbe. Z odvisniki pa nažalost včasih moraš spoštovati pač tudi tvojo okolico in ne poslušati samega sebe. Kaj sva prej govorila o teh Michelinovih zvezdicah, pa Netflixu, pa da je Netflix več imel efekta, ne? A ima kdo 4 Michelinove zvezdice na svetu? Ne, pač nekaj restauracij na svetu nas je 32, mislim, da trenutek ima 3 rdeče,
pa eno zeleno. Aha, zelena je manj vredna. od Ne, tega. zelena je za trajnost, sustainability, in 3 rdeče so pa največ, kar lahko imaš. Torej, 3+1, 1, 2, 3+1 so največ, kar A jih ja, lahko ti imaš imaš. tetoviran. Ja, vsi jih imamo. Vsi, kdo vsi? Vsi zaposleni so si šli na tetovirati zvezdice. Aha. Super je pol moje naslednje vprašanje. Koliko ti to pomeni? Na nek način manj, kot si večina predstavlja, zato ker večina misli, da delamo za nagrade, oziroma delamo za pohvale, priznanja. V bistvu, če se vrnemo čisto na začetku najnega pogovora, ker sem ti povedala, da smo mi tako nagnjeni k pedantnosti in biti vsak dan boljši in Optimizem. perfekcionizmu in absolutizmu, če hočeš. Pol ti to lahko pove, da pač 3 zvezdice so nagrada za delo, ki ga delamo. Vsako leto jih moramo znova potrditi. Ampak drug dan, potem, ko smo dobili 3+1 zvezdico, smo bili vsi ob 8 zjutraj v kuhinji in smo normalno delali naprej. In ko si me en teden kasneje vprašal, kako si se nekaj tako utrujena, pa tam imam težavo, pa uno moram razrešiti, po zvezdicah sploh govorila nisem več. Tako večina ljudi misli, da je to nek cilj, kar rečeš in sem ga dosegel. Za mene je pa to samo pač ena potrditev, da delamo prav, in drug dan je nov dan. Kako bi se pa počutila, če zdaj zbriševa vse zvezdice, jutri jih ni več, mogoče celo hiše Franko nisi prepoznavna, teh dosežkov ni več. Kako bi se počutila s tem? Tega me še nihče Jutrišnjem dnevu. nikoli ni vprašal, zato ker tega sploh v obzir ne jemljem, ampak si slaba. No, ampak enkrat tega več ne bo, ne? Že umrla bova midva, ne? Ampak tako. A ne, jaz ne bom, zadaj pa ne vem, ne hecam se. Mislim, zelo pametno vprašanje. Nekaj sebe sprašujem, ne? Zdaj sem stara 51, koliko časa bom imela energijo, ne? Zato ker nihče noče izgubljati. Zdaj, seveda delaš na timu, ker 3 zvezdice in hiša Franko niso Ana Roš. 3 zvezdice in hiša Franko, skupaj s hišo Franko je moja ekipa. Jaz to vedno poudarjam in to je izjemno pomembno. Midva ta trenutek snemava podcast, moja ekipa ta trenutek dela. Tako v Jazu imam ekipo, tako imam v hiši Franko ekipo, tako imam v pekarni ekipo. Kdaj pa moraš iti, da te ne bom jaz? Koliko pa je ura? Ura je 20 do 1. Dajmo vesi jogo. Ne vem. Ja, se zato, a veš, ko smo mi dobili 3. zvezdico, ko je bil tak šoking dan za vse, zato ker ponavadi te more direktor Michelina en dan prej poklicati, zato da te kapke ne zadene, ne, preden gre to v javnost. Ne. Mene ni poklical, me je poklical 1 minuto do dogodka, mislim, do momenta, ko razglasijo, ko se osvežijo v bistvu strani Michelina. 1 minuto do 11 me je poklical, vedela je pa samo moja asistentka, ki je pripravila cel scenarij skupaj z Michelinom, se pravi fake novinarska ekipa, kakao dela intervjuje pred Michelinom, zato da merijo vzdušje in tako naprej. In pol, medtem ko mene intervjujejo, mi nekdo da tako telefon in prekinite snemanje, imate klic. Jaz tako, kaj se z vami dogaja? In To so posneli, tvoja minuto do, reakcija. to je vse, ja, posneto. A se da to videti kje? Ali je to- Ja, nam povsod je. na Na YouTube? Michelinu najdeš A, okej. kjerkoli. Ja. Bomo polinkali. O čem sem že govorila? Ja, ker si izvedla, Nekega dne, ki tega ne bo več. A greva tja? kako se boš počutila. Ja. A ne, sem prišla pol, a veš, to je ekipno delo in pač ni. Največ stvari je odvisno od mene, Ja. oziroma vse je odvisno od mene. Ampak imam pa ogromno opornih točk. Jaz mislim in upam, da bom sama zaznala, kdaj je čas, da nimam več kaj povedati. Bolj je to tisto, kar mene skrbi. Ne? Zato, ker vsako leto pripovedujemo neke nove zgodbe. Vsako leto, letošnji meni je recimo 50 Shades of Red, 50 rdeče, lanski je bil 50 Shades of Life, ker smo nekako praznovali mojih 50. Letos jih posvečamo bolj umetnosti, povezujemo s Frido Kahlo pa z umetnostjo na stenah hiše Franko. Ampak ti hoče reči, da
mislim, da imam dovolj intuicije, da bom vedela, kdaj moram reči dovolj je. Na nek način se tistega dneva tudi veselim, zato ker mislim, ne me narobe razumeti. Pač včasih pride, to je tako intenzivno življenje. Ne? Gostinstvo ni, gremo v službo in potem službo zaključim. Gostinstvo je lifestyle, je od jutra do večera nenehno si pač v temu. Jaz tudi, ne vem, nazadnje sem bila na dopustu po moje februarja lani, ne letos, na Šrilanki in sem imela stalno računalnik prižgan, pa stalno telefon na stand-byju. Pač to je živ organizem, ki ga ne moreš ugasniti. In ne vem, jaz zelo rada bi mogoče imela čas, da povem še druge zgodbe. Izjemno dobro pišem in ta trenutek končujem drugo knjigo in sem na strani 350. Ja. Čakam, da se zgodi umor. Je nek autobiografski fiction in recimo rada bi imela več časa za pisanje. Kdaj pa pišeš? Kako, mislim? Ponovadi imam vedno računalnik s sabo in če imam tako pol ure časa, odprem računalnik in res, wow. Pa tako, v bistvu to me dejansko izjemno sprošča. Manca, moja asistentka, celo enkrat rekla, da misli, da bi si mogla več časa za pisanje vzeti, ampak kakorkoli, ziher pa ne bom po moje, dokler bom živa, nikoli mirovala. Bi pa rada imela več časa, da počnem, da se lahko izrazim še v drugih svojih kreativnostih. Se pravi, če sem prav razumel... Nič ne napovedujem drugače. Ne, ampak če sem prav razumel, boš začutila, ko ni več tega kreativnega naboja v tej sferi. Veš, ko nimaš več kaj povedati. Jaz sem nekdo, ki ne mara uniformizma. Se pravi, če moram jaz 3 leta zaporedoma kuhati enak meni, si to meni živ dolg čas. Sorry. Ker to pol postane industrija, ker eno in isto stvar ponavljaš non-stop. Pač ne morem biti v kalupu. In kreativnost je meni hrana. Pač to, da še enkrat, kreativnost je pripovedovanje, ki prihaja iz tebe. Ni copy-pastanje. In ne sme biti avtomatizem. Tako da drugič ti bom prebrala kakšne odlomke iz moje knjige. Ja, se veselim. Intenzivno. To sem pa mislil, če pa jutri ne bi bilo več vsega tega, kako bi se počutila? Če zdaj nimaš ti kontrole nad tem, da se odločiš, pa greš v drugo smer, pa prenehaš s tem, ampak dejansko zbriševa dosežke, zbriševa Netflix, zbriševa zvezdice, zbriševa restauracijo. Ime, a ne? To mi zanima, kako ti ta misel odzvanja noter. Dobro. Ja? Zato, ker bi ustvarjala nekje drugje. Mislim, da je moja mama enkrat Karina Cunder, novinarka Dela, vprašala podobno vprašanje, pa mama rekla, mislim, da bi Ana bila uspešna in kreativna v čemerkoli bi se lotila. Pač gostinstvo mi je sam na pot prišlo, takrat z Valterjem. Gostinstvo je res tako neizmerno lepa umetnost. Imaš pa še druge lepe umetnosti. Ne znam pa slikati. Niti 5. Katastrofa. Na krožnik pa znaš, mislim, estetiko verjetno imaš feeling za njo, ne? Se to je slikanje, sem s hrano, ne, verjetno. Tako. In brez barv. Z živili. Mislim, brez čopiča in ja. To pa je. Včasih tudi s čopičem, verjetno. Ja, ko pobrišeš drobtince dol z krožnika. Kaj pa, če recimo primerjava talent pa trdo delo, koliko misliš, da imaš ti talenta? Pa koliko se ti je zdelo, da ti je pomagalo to na začetku, ko si se začela ukvarjati s tem? Jaz mislim, da talent je izjemno pomemben, zato ker nekaterih stvari se pač ne moreš naučiti. To je občutek, senzibilnost. Aha, to ne moreš... Mislim... Ne, ko sem jaz postavila kombinacijo par let nazaj, 2 okusov, je tako bila sta kava in grah. In tako, jaz enemu novinarju razlagamo kava in grah, on reče tako nemogoče.
In jaz rečem tako, ja, kaven grah, in on reče tako, nemogoče, ne more funkcionirati, nikjer nisem tega videl, tudi jaz nisem tega videla, ampak nisem vedela, včasih, veš, poslušaš neko notranji glas, to je tako, ko slikarka vidi barve, veš, vidiš okuse in veš, da bo funkcioniralo, zelo redko se zmotiš. In ta unikatnost ziher prihaja iz talenta, ki potem seveda se izraža skozi občutke, skozi intuicijo, če želiš, ali karkoli. Druga stvar je pa trdo delo, ki je izjemno pomembno, in tudi kilometrina. To je pa predvsem pomembno pri tehniki. Veš, easy stvar, sfilirati ribo. Mislim, prvič ribo razmesariš, tretjič razmesariš, 10. Jaz sem še malo razmesariš. 20. Si že tako previden, da ne pustiš na kosti preveč mesa. Veš, to je kilometrina. In 100. Lahko imaš zaprte oči, pa boš ribo popolnoma sfiletiral. Isto je, ne vem, oblikovanje raviolov, recimo. Imaš raviol in imaš raviol, ampak popoln raviol ima tanko testenino, ravno prav testenine, odvisno od nadeva, koliko testenine, je popolnoma enako oblikovan kot ta drug, in to ročno delo je spet neka kilometrina. Tako da je pa tudi kilometrina mogoče pomembna pri tem, da veš, da enih stvari ne smeš storiti, oziroma tudi, če bi jih želel, se jih recimo izogneš. Recimo ta moja drznost, če sem tam do Netflixa, pa še malo po Netflixu, veš, jaz sem imela zelo majhno ekipo, in kot sem ti rekla prej, tisto Jelenovo srce, ki vi ostriga, sem bila bolj drzna pri kombiniranju živil. Danes prepovedujem veliko stvari tudi skozi tehnike, se pravi, da sem lahko tudi drznost malo omilila, ki je bila včasih zelo občutljiva pri veliko gostih. Na meniju smo imeli vampe kuhane v divjačinskem žuju z ocvrto koprivo in sirom iz jame. To je bil tako krožnik, ki ti je dal direkt klofuto, ki je bil tako močen, intenziven, požanski, ampak 50% gostov je rekel, vampe pa ne bi, pa jih damo ven iz menija. Pa sem jaz tako v bistvu se pogajala z gosti, dajmo se zmeniti tako, vam jih prinesem, pa jih poskusite, če vam bojo dobri, jih zamenjam. Pol tako 20% gostov je še vedno rekli, tako iz vampov res ne bom. A veš, recimo v ta rizik ne odhajam več, zato ko si ga ne morem privoščiti. Tako da postaneš recimo tako, to je ta kilometrina, ki te nauči, a veš, če imaš ti divji karakter, vseeno moraš razmišljati, da najbolj pomemben pri tem ni tvoj ego, ampak je tvoj gost. Ego te imamo kar močne ponavadi. Ja, sej po moje je treba imeti v teh sferah ekstremnih, ne predstavljam si, kako bi bilo z nekim majhnim egom ustvarjati take stvari. Želiš te še vprašati še eno stvar, pa te pa spustim. Verjetno veliko ljudi, ki bo to poslušali, so pač moji te stalni poslušalci, ampak verjetno bojo pa nekateri, ki jih pa zanima to področje, pa so mladi, pa si jim vzor, recimo. Kaj lahko enemu takmu rečeva? Ali pa na svet je to za enega, ki ga zanima to področje. To vprašanje mi je velikokrat postavljeno. In jaz v bistvu stvar, ki se mi zdi, da najbolj pomaga, je, da ne pozabi, kdo si. Be yourself, don't copy paste. In druga stvar je, ne obupaj. Zato, ker pač kuhanje oziroma gostinstvo nasploh je tako, kot sem ti prej rekla, je pač način življenja, to ni običajna služba. Zahteva ogromno časa, zahteva ogromno predanosti, motivacije. Velikokrat se zaletimo v zid in se spomnim, kolikokrat sem se gledala v ogledalo, bila sem totalno zmatrana, na pol objokana in se tako, ne morem več, ne da se mi več. Se mi zdelo, da se ne premikam nikamor. Drugi dan sem se zbudila in sem si rekla, da danes je nov dan. In se pravi, ta never give up je pomemben zato, ker
ko toliko delamo in ko delamo tako intenzivno, seveda tudi grešimo. Včasih smo kritizirani in to so trenutki, ko veliko ljudi obupa. In se mi zdi, da sprejeti kritiko, o njej razmisliti, ker so kritike konstruktivne, so to najboljše popotnice in pol dvigati glavo in iti naprej. In se iz napak, ki se dogajajo in se bodo dogajale, samo učimo, kako biti boljši. To se mi zdi, da so mladi prehitro, nasplošno ljudje prehitro želimo vse. V bistvu se pa ne zavedaš, koliko let in koliko dela je treba vložiti za uspeh. Ker uspeh, ki ide prehitro, to, kar sem rekla prej, je ponavadi na zelo trhlih nogah. Ja, pa si delala za uspeh ali si delala, ker ti je bilo to všeč? Zdaj govorim pač o za veliko večino ljudi je pač uspeh motivacija za to, da nadaljujejo. Ja. A je bil tudi zame, seveda, a veš, to je tako, ker otrok, ki trenira smučanje, ki je vedno zadnji, itak čez 5 let bo nehal trenirati smučanje. Sklepam. Prav rab malo tega dopamina, uspeha. Absolutno, mislim, da ga čisto vsak človek potrebuje. A veš, če bi ti tvoj podcast ne poslušal nihče, pa bi rekli tako, sami slabi pogovori, s komu se da 1 uro poslušati take bedarije, verjetno bi nehal snimati podcaste. Ja, če bi še vedno nekako prepričal ljudi, da pridejo sem se pogovarjati, mi je že to samo po sebi dovoljšna nagrada. Če bi ti tudi ljudje govorili, da... Če bi kritike dobival, da je to brez veze. Ja, verjetno ne bi verjetno šel delati nekaj drugega. Pa pač, jaz mislim, da uspeh, da ne bom demantirala same sebe, ne kuham zaradi 3 zvezdic. Ampak uspehi so pomembni, uspeh je tudi zadovoljen gost. Ja. Gost, ki joče za mizo kritko dobro. Neuspeh je nezadovoljen gost. In pri takem neuspehu jaz grem v totalno analizo, kaj lahko storim, da ne bom prizadela več ljudi. Ampak o tem govorim. Eno mojih največjih križišč v življenju je bila kritika Tomaža Sršena mnogo let nazaj, govorim mogoče leta 2006. Nek kritik. On je imel eno stran v Nedelu ali v Nedelu, kjer je ocenjeval gostilne, in do tega famoznega leta 2006 je Hiša Franko dobivala vedno 5+, je bilo tisto 5, pa še nagrada plus, ploskamo. Celo, ko sem rojevala Svita, sem bila v porodnišnici, je bil na obisku in je bilo 5+ in ploskanje, ne vem kaj. In pa prije leta 2006 in za mizo ni nič komentiral, ampak jaz v bistvu grem kupiti to Nedelo in odprem in not vidim tako 4,5. In jaz tako zaprem, strgam, vržem smeti. In če ne vidiš, ne veš in ne preberem. Kupila sem pa 2 izvoda. In pol pa 3 tedne potem rečem tako, zdaj si se umirila, mogoče čas, da prebereš. In sem prebrala in je bila izjemno konstruktivna kritika, ampak upravičena kritika. In takrat sem šla potem po sledeh zapisanega in ugotovila, da mi v kuhinji stvari niti približno ne štimajo, da ljudje shortcutajo, pomeni delajo bližnjice, da hrana, ki je mogla biti topla, ni topla, da hobotnica, ki je mogla biti kuhana v paradižnikovi vodi, je bila kuhana v vodi, da prodajam pravljice, zato ker ljudje v bistvu ne sledijo navodilom. In sem takrat povsem spremenila način razmišljanja in način dela. In sem večkrat poudarila, da ta kritika v bistvu mi je rešila kariero, zato ker sem bila preveč samozagledana in preveč samozavestna. In tako da je. Zelo zanimiva zgodba, zelo zanimiv point. Saj sem Tomažu večkrat rekla, on sicer ni dojel, da sem jaz to zares vzela. Pač, ne vem, njemu se je zdelo, tako malo jo krcnemo. Naj drugi vidijo, v bistvu pomembno, da sem jaz videla. Ja, pa tudi njegova sposobnost, da ti je lahko na tak način podal, da si videla konstruktivno.
Ja, a ne, zato, ker ker sem lahko bi se brala zaprla. konstruktivno. Aha, ker lahko bi bilo tako napisan bolj grobo in takrat se mi zapremo in ne upoštevamo resnice, če je not zapisana. Ne? Zdaj, veš, to je tako, ne? Če meni nekdo reče, aha, ta raviol je pa razkuhan, pa ti veš, da raviol mora biti mehek, rečeš, ne, ta raviol ni razkuhan, ta raviol mora biti tako. A veš, Takšen je, kot mora biti. mislim, ti moraš vedno, zato reče, najboljša kritika je objektivna, konstruktivna kritika, objektivna z veliko znanja. Ker, a veš, jaz lahko tebi rečeš, šalce, iz kjer piješ kave, je absolutno estetska katastrofa in ti rečeš, meni je pa všeč, to je subjektivno. Ja. Ne, zdaj, če ti pa rečem, una lunca je nepravilno postavljena, zato ker po vseh dizajnerskih merilih bi mogla biti 2 cm bolj v levo, pa to mogoče objektivno, pa bi take to šalco delu, mogoče luno mogo res nekam drugam postaviti. Ja. To je zelo težko, ker recimo v primeru Michelina inšpektori ne smejo biti subjektivni. Oni morajo objektivno hrano ocenjevati. Se pravi, če inšpektor ne mara pastramja, pa imam jaz pastrami na krožniku, on zato, ker imam jaz pastrami, pa ga on ne mara, meni ne more zvezdice, ne sme zvezdice vzeti. Se pravi, koliko inšpektorov pa je, ko eden pride? pa ne, za 3 zvezdice pride vsak teden eden, po moje. Aha, Mi smo stalno da tudi pod drugim. Zato, ker 3 zvezdice so konsistenca. Ne, consistency, ko se reče temu v slovenščini. konsistenca. A ni konsistenca, tekstura. Ok, v redu. Pač 3. zvezdica, zato je med 2. in 3. zvezdico ponavadi vedno more nekaj časa preteči, zato ker se redno spremlja, ali je restauracija in kuhinja konsistentna v kvaliteti. Ne? Se pravi, mislim, da je to razlika med 2 in 3, ne? Da je vedno popolno. Pa pri 3 zvezdicah je tudi tako, to sem zvedla od stricev iz ozadja, da se morajo čisto vsi inšpektori strinjati, da je restauracija vredna 3 zvezdice. Se pravi, there must be no doubt. Pri 2 je pa nekdo bi dal 3, nekdo bi dal 2, ampak pol je 2. Jaz sem recimo vedela, da smo na poti za 3, zato ker sem imela eno smešno prigodo v Grčiji. Smo kuhali lani ene par večeri v Atenah, ki so drugače krasno mesto po zimi. In ena družbica me je povabila na kosilo, so bili v glavnem novinari in tako. Pa tako, po 3 flašah vina, in tako vsi preveč povemo, in je en povedal, da pač dela za Michelin, pa da ve, da hišo Franko se zelo testira za 3. zvezdico. In pol tako sem šla ven, se kao, hvala za vse to vino. In ti ne veš, ko oni pridejo? Ne veš. To so neki tujci in normalen gost gleda. Ker mi imamo 95% tujcev, pa lahko si misliš, da bi lahko čist vsak bi Michelin inšpektor. Pa v bistvu v enem klepetu mi je direktor Michelina dejansko rekel, lej, ne išči nas nikoli, včasih smo 1, včasih nas je 6, včasih je miza za 4, včasih za 3. In meni se zdi to tudi en dober fair play, ker če ti vem po pravici, nočem imeti tega pritiska, zato ker hočem, da je vsak gost zadovoljen in vsak gost naj bo Michelin inšpektor. Mislim, da je to najboljše vodilo. Ker tudi če pri mizi izvem, a veš, mi smo vas mizom plaz že naredili, ne moreš kaj. A veš, mi začenjamo delati ob 9 zjutraj, zato da ob 7 zvečer štartamo večerje. Pač vse delo je že prej narejeno, nimaš kaj spremeniti takrat. Tako da. Ja, Ana, res hvala ti. Z veseljem. Za vse, kar delaš. Z veseljem. Za tvoj čas, ki si ga namenila meni, pa tem, ki poslušajo. Ful je bilo zanimivo iti v psiho nekoga, ki dela stvari na takem nivoju. Verjamem, da ni lahko, no, ampak spoštujem, pa izjemno cenim to. No. Ne, z veseljem. Pa dobrodošel v Ljubljani, recimo v pekarni Ana. Ne, si kdaj poskusil kakšno stvarco? Ne, nisem. Na glavni tržnici imate, ne? Ne, od pošte, glavne pošte proti parku Zvezda. Sem že videl, ja. Nasproti konzorcija. Tako je. Ja. Nisem, ampak bom, pa zagotovo tudi pridem v hišo Franko, ker nisem še bil. No. Z veseljem. Ja, tako da, bodi dobro. Enako in srečno. Čau.